Lepo pozdravljeni v informativni oddaji 7. Pripravili smo pregled najpomembnejših dogodkov, ki so zaznamovali pretekli teden, ko so kristjani po vsem svetu slavili največji krščanski praznik. Ostanite z nami. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Klavdija Markež je prejšnji teden v ponedeljek prevzela posle, 2 dni zatem pa je ponudila odstop zaradi očitkov, da je njeno magistrsko delo plagiat. Predsednik vlade Miro Cerar je njen odstop sprejel in bo začasno vodil ta resor. Markeževa je kasneje sporočila še predsedniku državnega zbora Milanu Brglezu, da nepreklicno odstopa tudi z mesta poslanke državnega zbora. Nadomestil jo bo Dušan Radić. Predsednik vlade Miro Cerar je v državni zbor vložil predlog za razrešitev obrambnega ministra Janka Vebra zaradi afere v obveščevalno-varnostni službi, ko je netransparentno ravnal ob naročilu analize posledic prodaje Telekoma. Veber ne namerava odstopiti, ob strani pa mu trdno stoji njegova stranka, SD. O njegovi usodi bodo odločali na izredni seji v četrtek. Vlada je na seji v četrtek sprejela predlog novele zakona o trgovini, ki odpravlja minimalno izobrazbo prodajalcev, s čimer naj bi odpravili administrativne ovire, kar naj bi pozitivno vplivalo na večjo mobilnost in fleksibilnost pri iskanju dela in zaposlovanja. To novelo podpira tudi trgovinska zbornica, saj bo glede na konkurenčnost tega poskrbljeno, da se bo kakovost v trgovini stalno nadgrajevala. Predsednik srbske radikalne stranke Vojislav Šešelj je pred višjim sodiščem v Beogradu zažgal hrvaško zastavo kot sporočilo na odločitev haaškega sodišča, da se mora vrniti v pripor v Hagu. Haaško sodišče je Šešlja začasno izpustilo iz pripora lani novembra, ker naj bi imel raka na debelem črevesju in metastaze na jetrih. Strani srbskega višjega državnega tožilstva bodo zaradi sežiga zastave proti Šešlju sprožili kazenski postopek. A odkar se je vrnil v Srbijo, s svojim obnašanjem razburja domačo in tujo javnost. Mednarodne donatorske konference v Kuvajtu, ki poteka že tretjič, so se udeležili predstavniki 78 evropskih držav. Zaradi najhujše humanitarne krize v Siriji in sosednjih državah več kot 12,2 milijona Sircev potrebuje takojšnjo pomoč, od tega skoraj 5 milijonov ljudi živi na težko dostopnih območjih, brez hrane in vode ter drugih življenjskih potrebščin. Lani je bilo med vojno ubitih najmanj 76.000 ljudi od skupno 210.000 v 4 letih, kolikor traja vojna. Na tej konferenci so odobrili dobro milijardo evrov pomoči. Od tega zneska bo 500 milijonov zagotovljenih iz proračuna Evropske unije. Nemčija bo za pomoč Sircem namenila 255 milijonov evrov, Slovenija pa 60.000 evrov.
Prejšnji teden se je odvijal teden boja proti minam, saj je vsako leto na svetu okoli 3000 novih žrtev min in drugih vojnih eksplozivnih teles. Minsko najnevarnejša območja so v Bosni in Hercegovini, Kolumbiji, Afganistanu, Kambodži, Turčiji in Iraku. Slogan letošnjega tedna se je glasil Več kot mine. Ljudje so v znak podpore in solidarnosti z žrtvami min fotografirali svoje noge z zavihanimi hlačnicami in fotografije objavili na Facebookovi strani Posodi svojo nogo. Čeprav je uporaba protipehotnih min prepovedana že od leta 1999 in je prepoved doslej podpisalo že 162 držav, se mine še vedno uporablja na vseh bojiščih. Osemnajste zimske olimpijske igre gluhih so se zaključile. Najboljša slovenska gluha smučarka Anja Drev je na tem tekmovanju osvojila svojo prvo olimpijsko kolajno, saj je v smuku osvojila 3. mesto. Po 12 letih smo končno dobili medaljo, saj je zadnjo medaljo na zimskih olimpijskih igrah osvojila Sabina Hmelina, ki je bila leta 2003 v Sundsvallu druga v paralelnem slalomu. Anji in njeni ekipi iskreno čestitamo za uspeh na zimskih olimpijskih igrah gluhih. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in se vidimo ponovno čez en teden. Nasvidenje.